22. oktobra bomo vsi polnoletni državljani lahko že šestič volili predsednika države. Izbirali bomo med 9 kandidati, ki so se prijavili za ta pomembni položaj. Na volitvah bo zmagal tisti, ki bo prepričal največ ljudi. Podrobno pod lupo poglejmo, kaj dela predsednik in kako ga izvolimo. Naloge predsednika države so zapisane v slovenski ustavi. Glavna naloga je, da zastopa Slovenijo doma in po svetu. Srečuje se s predstavniki tujih držav in je tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil, kar pomeni, da poveljuje vsem slovenskim vojakom. Med drugim državnemu zboru predlaga kandidata za predsednika vlade in razglaša zakone, ki jih sprejmejo poslanci. Predlaga tudi ljudi za pomembne funkcije v državi, na primer ustavne sodnike in veleposlanike. Odloča tudi o pomilostitvah zapornikov in podeljuje odlikovanja. Državni zbor lahko od njega tudi zahteva, da pove svoje mnenje o posameznem vprašanju. Predsednik države pa nima moči, da bi sprejemal zakone. O najpomembnejših stvareh v državi pri nas namreč odločata vlada in državni zbor. Lahko pa opozarja na težave in se trudi, da bi se vsi čim bolje razumeli. Predsednika države volivci izbirajo vsakih 5 let. Na volilnem lističu označijo, koga želijo za predsednika. Izbirajo lahko med tistimi, ki so se prej prijavili kot kandidati za predsednika Republike Slovenije. Predsednik postane tisti, ki zbere več kot polovico vseh glasov. Če jih nihče ne zbere toliko, se prvo in drugo vrščeni kandidat pomerita še enkrat. Temu pravimo drugi krog volitev. Izvoljeni službo predsednika opravlja 5 let, čemu rečemo mandat. Isti predsednik lahko vodi Slovenijo največ 2 mandata.